soboto je na parkirišču pred Štukom potekal avtošov Maribor, ki ga je organiziral STS Team. Udeležba na prireditvi je bila mednarodna, saj je poleg nemškega tekmovalca prišlo tudi nekaj predstavnikov iz sosednje Hrvaške. Avtošov v Mariboru, koliko udeležencev oziroma tekmovalcev se je danes udeležilo prireditve? Danes se je udeležilo sicer pol manj obiskovalcev kot lani, bilo pa nas vseeno 43 tekmovalcev v različnih kategorijah seveda. Prva in glavna kategorija je seveda v stylingu, torej zunanjost in notranjost predelanih vozil. Tu se sicer deli na več kategorij, na 5 kategorij različnih, po moči oziroma bomo rekel po ekstremnosti predelave. Potem še imamo tekmovanje v avtoakustike in pa v street soundu. Street sound je pa merjenje glasnosti auspuha in pa filtra. Mislim, da tekmuje enih 5-6 deklet z lepo predelanimi avti. Je pa bolj tako, kot so rekli v prvi vrsti, lepi avti, lepi moški in pa lepe dekleta zraven spadajo. Navadno se začne z avlo pa tihče, torej to je nekako, bom rekel, prvi korak, potem so navadno luči, sprednje zadnje luči in pa potem odbijači sprednje zadnje, potem se pa že začne ekstremne predelave, kot so, ne vem, nižanje vozil, kompletni body kiti, notranjost predelava, sedeži, volani in tako naprej. Kako delati najrazličnejše trike in figure nam je prikazal Jure v svojem stunt showu. Kako pa je ta šport razvit pri nas? Pri nas je slabo razvit šport, dokaj malo je stunterjev. Začelo se je pač s temi skuterji, ampak se je kar hitro šlo na težje motorje, tako da se zdaj kar zadnje 2 leta se počasi razvija. Bomo videli, kako bo prihodnost. Kako dolgo se ti že ukvarjaš s tem? Aktivno 2 leta. Za izvajanje stuntov vozi Jure Hondo CBR 600. Motor je popolnoma predelan samo za freestyle, ni za nacestno uporabo, uporabljam ga samo za to. In je dosti predelav, povišeno je krmilo, za kletko je obvarovan, tako da v primeru padca, da se ne poškoduje. Zadek motorja je pojačen dolbino na rezervarju, da se lahko vsedeš van za trike na rezervarju. Za burnout uporablja rabljene gume, novih je škoda. Koliko burnoutov pa vzdrži ena guma? Ja, lahko vzdrži samo enega, odvisno kako se jaz odločim. Enega ali pa več manjših. Odvisno od šova, če je publika za to, da vidijo, da je to, da so navdušeni nad burnoutom, pol ponovadi gre do konca. Najbolj je izstopal znižan in razširjen BMW kabriolet z veliko mrtvaško glavo na pokrovu motorja ter ogromno drobnimi dodatki. Koliko dela je bilo vloženega v predelavo avtomobila? Zelo težko vprašanje. Kaj vam ne rečem, ure in ure. Težko, časovno je zelo težko reči. Delam vse sam, tako da ne pišem ur. Zakaj tako mračna tematika? Pojem tega mislim, da, ker sem tudi sam želel avto, da izstopa. Malo je v tej smeri avto predelanih, stjunanih. Kaj pa še manjka avtomobilu? Načrto tudi še iz tega faktično narediti dvoseda, lambo vrate, je še kar nekaj predela. Pa je takšen lepotec primeren za vsakdanjo uporabo, da nima vožnje v službo ali trgovino? Ne, to pa žal ni za tuning šoje, za predstavitve, enkrat, dvakrat tedensko na prireditvah.